Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in poslušalke. Danes smo z vami vsi trije snemalci Tangente. Iva, Živijo, Urban Živijo. In jaz, Klara. Živijo. V prejšnji epizodi smo se pogovarjali o dostojanstvu. Za današnjo epizodo pa smo rekli, da bi naredili neki nadgradnje in smo razmišljali v bistvu, katera tema bi to bila. In smo prišli do ene ideje. Ja. Do ene ideje, recimo. o kateri smo debatirali kar nekaj časa, če smo čisto iskreni. Ja, katero smo tudi pripravljali kar nekaj časa in upamo, da se bodo zdaj rezultati pokazali. Ja, torej o vzorcih, prepričanjih in vrednotah. Tako je. Sam čakaj, v kakšnih vzorcih to? A to tisti vzorci, ki pač narišeš? Ne. Ne? Ok. Torej od tiste vrste vzorcih, ki jih pridobimo kot otroci in se jih potem pač podzavestno prenaša v vedenje, ko smo odrasli. In pa tistih prepričanjih, ki jih v bistvu dobimo kot sporočila iz okolice o nas in tudi o svetu okrog nas, ki jih potem ohranjamo in iz katerih izviramo, ko razmišljamo o nekih odločitvah in ko se v življenju usmerjamo. Okay. Ja. Ja. Ampak ti vzorci so v resnici kaj? Jaz to recimo vidim kot način ali pa neko zaporedje korakov ali pa nek način vedenja, ki si ga ti nekako ponotranil in zdaj v podobnih situacijah na podoben način reagiraš. Aj to to? Ja. Okay? Se pravi, kar si glih omenila prej, ne, da to očitno ni nekaj, kar naj bi izvirali iz nas samih, ampak v bistvu gre pri tem nekako tudi za učenje, ne? Ker v bistvu to pridobimo prek izkušenj. Ampak to je zdaj pomeni, da vsako naše vedenje je pa zdaj vzorc? Ne, jaz si tako razlagam, da se gre za neka ponavljajoča vedenja oziroma neke ponavljajoče odzive, ki jih pač nosimo s sabo in so ponavadi tudi verjetno povezana z nekimi prepričanji. Zdaj, da ni to tako abstraktno, mogoče damo kakšen primer. A se ti spomniš, Urban, kakšnega primera? Ja, sem mislil, recimo, če pri nas doma nismo pospravljali, ali pa meni ni bilo treba pospravljati, sem se navadil, da meni ni treba pospravljati in bo pospravljala moja žena. Ok, No, kaj bi? Ne, mislim, da ne bo tako, ampak ja, Moš recimo... mogo kar sam pospravljati, ja? Ja, dobro, se prav. Pa jaz tudi žene ne bom imel, ker sem izvid, bi rekel. No, kakorkoli. Ja, pač imaš navado, da bo nekdo drug ali nekaj drugega za tabo pospravljal. To je lahko sicer bolj ena navada. Ja. Kaj bi bolj bolj, se pravi, to ni prav vzorec. Jaz bi bolj tako rekla vzorci mogoče v smislu odnosov. Tako, zdaj, ko si dal recimo ta primer, kvečemu bi lahko potegali na ven neko prepričanje recimo, v tem smislu, da so gospodinjska opravila bolj delo žensk. Ja. Kar ni nujno pač, da je resnično ali neresnično, tako kot za ostala pač prepričanja velja, so pa neka notranja prepričanja, torej neka vodila in nam lahko služijo ali pa tudi ne. V bistvu v vsakem primeru služijo, mislim, v vsakem primeru vodijo naše dejanje in vedenje, ampak zdaj pa odvisno, če potem dobimo rezultat, ki ga hočemo ali pa ne. Okay. Ja. Mogoče še enkrat probam iti malo globlje, se pravi, vzorec bi bil, ne vem, da jaz v situaciji, ko me je strah, ne vem, zato ker me en človek mi da eno zahtevo, tam mi reče, ne vem, šef v službi, lej, zdaj pa, če ne boš tako delal, kot smo se zmenili, ker nisi za cajta naredil, bo pa to, in jaz bom v tistem primeru zmrznil in naredil vse, kar mi reče, recimo. A bi to lahko bolj izvirali za ene vrste vzorca? Ne vem, kaj ti misliš, Iva? Mislim, zdaj, v tem primeru bi ti rekel, da to, da si ti zdaj naredil vse, kar je bilo v tvoji moči, zato da bi zadostil šefu, nekaj, na čimer imaš ti vpliv, zaradi tega, ker seveda pač nočeš dobiti odpovedi, ali je to en tvoj tak vzorec, ki se v bistvu vedno ponavlja, ko ti nekdo da neko zahtevo?
Ja, to bi lahko bilo, recimo. To sta dve različni situaciji, pol verjetno. Ne? V eni situaciji, če si tak človek, ki proba vedno vsem ugoditi, ob vsaki zahtevi ali najmanjši stvari, ki jo opaziš, mogoče to, kar tudi ob šefu, to je lahko en vzorec, ki ga ponavljaš. Ki izhaja mogoče in je zelo povezan s prepričanjem, da jaz moram ugajati drugim. Ampak iz kje to izvira, ne? Ja, to bi res rekel, da pač nekje od začetka tvojega življenja. Ponovadi te stvari nas kar spremljajo in se zdijo kot naša narava, če se spomnim po spominu. Že odkar sem bil otrok, imam kakšne take vzorce, ki jih ponavljam. Ja, se ne pravijo razvojni psihologi, da v bistvu so prva leta otroka oziroma vsakega človeka res zelo pomembna, ker glih takrat dobimo te najbolj močne izkušnje, ki nas potem najbolj tudi zaznamujejo. Oziroma so to izkušnje, ki so najmočnejše, ravno takrat. Recimo, in vplivajo tudi pa kasneje na nas. Ja, tako. Recimo, če sem kot otrok imel jaz zmeraj izkušnjo, če sem ugajal staršem, da pa sem bil nagrajen. Ali pa mogoče v tem primeru celo tako, da si vedno dobil občutek, da nikoli nisi bil dovolj. Da nikakor nisi mogel nikoli zadovoljiti, ampak po drugi strani pa to vse, kar si lahko dejansko delal, ker si lahko sam še vsakič poskušal, bi pač ugodil mami in si zaradi tega vedno deloval na način, da bi ugodil, mogoče. Ne vem, Klara, kaj pa ti misliš? Ja, jaz se v bistvu ob temu, kar ste se pogovarjala, spomnim na enega zdravnika. Ne vem, če ste kdaj slišala za Gabor Mate. On je v bistvu zdravnik družinske medicine, kasneje se je pa pol poglobil in več ukvarjal tudi z razvojem otrok, odraščanjem, nekako psihologijo, delovanjem človeka v življenju in tako zelo veliko stvari je kasneje odprl tudi in jih raziskoval. In ena od teh, recimo, stvari, ki jih je v svojih podcastih velikokrat omenil, je to, da otrok, dojenček, naprimer, jemlje svet okrog sebe osebno. In vse, kar primarni oskrbovalec, ponavadi je to nekdo od staršev ali pa, ne vem, rejniki, kakorkoli, da pač kakršnakoli sporočila daje, jih ta otrok prejme osebno. Zaradi tega, ker je v bistvu to osnova, da si začne sploh graditi neko predstavo o sebi in kasneje pol tudi sebe ločiti od sveta. In to lahko gre pozitivno, kar je v bistvu, kar si želimo, kar je nekako namen, v tem smislu, da je otrok, ki je potolažen, kadar je recimo v stiski, in otrok, ki je nahranjen, kadar je bil lačen, dobi informacijo, da je pomembno, da se dobro počuti in da je pomembno, da je na varnem, da je ljubljen, da je svet odziven na njegove potrebe, da ga sprejema. Tak otrok recimo pridobiva pozitivna prepričanja o sebi, medtem ko na drugi strani je pa tudi pač možnost, če tale primarni oskrbovalec ni odziven v taki meri, kot bi bilo optimalno, je pač žal sporočilo za otroka nekaj drugega. Naprimer, da njegove potrebe niso tako zelo pomembne. Včasih tudi, da njegove stiske spravijo nekoga drugega v stisko in je boljše, da jih potlači, ali pa nekakšno drugo sporočilo, ki jih potem otrok poosebi. In zaradi tega, ker so to osnovna prepričanja, ki jih pridobimo takrat, ko sploh še nimamo vpliva nad tem, jih včasih tudi težko spreminjamo, če se jih človek pol ne zaveda. Se da spremeniti, seveda, ampak je fajn, da se jih človek pač zave. Okay. Jaz imam zdaj tukaj eno vprašanje, pri tem, o čemer si govorila. Mi smo na faksu večkrat govorili tako v sklopu poučevanja, učenja, o eni temi, sicer naučena nemoča. To v bistvu se pojavi takrat, ko posameznik že tokrat doživi eno tako razočaranje, mogoče najlažje, če kar povem na primeru. Recimo nekdo, ki ima disleksijo in pač težko bere, in ugotavlja, da ne glede na to, koliko se trudi, da bi bral hitreje ali pa boljše, mu nikakor ne gre in potem pač vedno bolj izgublja motivacijo za to, da bi sploh bral, vedno nižjo ima potem tudi samo podobo in samo zavest, da bo kadarkoli bral in nekako potem celo obupa na tem in se neha truditi, kar se pa itak potem pač pozna na celotnem delovanju oziroma pač delu za šolo. In temu se potem tudi reče naučena nemoč, ker nekako si prepričan, da itak nikoli ne boš uspel se nekako izboljšal. A to bi mogoče tudi bil kot nek vzorc?
Prepričanje sigurno, ja, pride zraven. okej. Sigurno, sej to prepričanja se spreminjajo tekom življenja in tako. Je samo pomembno, da se jih mogoče malo zavedamo, ker včasih imamo kakšno vodilo, mogoče, ki ga nimamo niti v mislih in zaradi tega, ker ni ozaveščeno, predvsem vodi naše razmišljanje, bolj kot bi si mogoče želeli. Ja, ker včasih se ti zdi iz teh prepričanj, da pač svet tako stoji. Sej tudi, če pogledamo tlele v slovar Fran, a ne, tale pravi, da prepričanje je, kar kdo na logiko in izkušnjo misli, da je prav, oziroma upravičeno sodi, da je resnično. Eko. In na tem velikokrat stojijo nekako naša tudi v povezavi z našimi vzorci, ene vrste obnašanje, ki nekako implicitno, ki ga drugi tudi težko spremenijo. Mislim, se po eni strani je to tudi dobro, da tako funkcioniramo, ker če ne bi imel nobene trdne podlage v svetu in se ne bi mogel orientirati brez tega. Nobenega vodila, ki bi tebe usmerila. Ali pa bi bilo vse preveč grozno, če ne bi imel nobenega vzorca, po katerem se obnašaš. Bi se mogel v vsaki situaciji znova odločiti, kaj je to, a je to nevarno zame, ni nevarno zame, kaj se tukaj zdaj dogaja, s čim lahko to primerjam. Na tak način mogoče si poenostavimo življenje, ker potem delujemo po določenih pravilih v določenih situacijah. Ja, bi verjel, ker če ne bi bil totalen kaos. To je tudi v bistvu pri nas na faksu, jaz študiram delovno terapijo, velikokrat poudarjamo recimo pomen rutine in navad in strukture dneva in tako naprej. In naprimer prav to, čemer najbolj služi neka rutina, je občutek varnosti, občutek znanosti, hkrati pa tudi omogoča, da človeku recimo dan teče tako, kot bi res želel. Včasih nam prepričanja pa vzorci nam tudi kreirajo rutino. Ja, sigurno. Ali pa so pod ton te rutine, na kateri mi zgradimo našo rutino. Zaradi prepričanja naredim tako. Zaradi prepričanja bom jaz bolj zgodaj vstajal, ko bom prav delati. In vzorci, ki so zgrajeni tudi zadaj, mi pri tem pomagajo, da to rutino lažje delam. Okay. Ampak zdaj se mi zdi, da smo zelo veliko govorili o vzorcih in prepričanjih, ki torej se definitivno oblikujejo v naši interakciji s svetom. Ampak jaz sem tak občutek dobila zdaj, da smo večinoma ugotavljali, da je večinoma okolica tista, ki to oblikuje za nas. Se pravi, da je vpliv okolice izjemno velik. Ne vem, mogoče tukaj najbolj tak ilustratoren primer prav v obdobju najstništva, ko se mogoče tudi mi kot osebe začnemo malo bolj samostojno oblikovati oziroma se poskušamo. In pač kako tudi okolica vpliva na naše prepričanja ali pa mogoče na nek način tudi na naše vzorce. Ne vem, me bosta vidva popravila. Ko si iščemo določeno družbo in nekateri najstniki se želijo v točno določeno družbo, ki ima tudi določena prepričanja vklopiti, kar pomeni, da je pod pritiskom te skupine, kako se bi jim on lahko priključil. Zdaj to mogoče konkretno pomeni, da imamo recimo v šoli eno kliko enih deklet, ki imajo vse neke dizajnerske čevlje recimo, in zato, da bi se ti lahko priključil tej skupini in bil pripaden, bi v bistvu tudi ti moral imeti dizajnerske čevlje, recimo Calvin Klein, ki imajo vsi radi napisano. In na tak način v bistvu tudi neka taka skupina predaja tudi neka prepričanja naprej, kaj je pomembno, v tem primeru pač oblačilo oziroma pač znamka. Izgled, ja, recimo. In to v bistvu potem vpliva tudi na vse ostale oziroma. Ja, mi smo se enkrat pogovarjali, pa zdaj ne vem točno, s katerim je to povezano, da recimo sploh v najstništvu precej vrednot si jih začneš namenoma podirati napram tem, ki so bila v tvoji družini. Ker ti želiš ponovno nekako, ne vem zaradi katerega mehanizma že točno, ampak ti želiš nekako rekreirati svet. To je verjetno, mislim... To je prav biološko v tebi. Ker ti postajaš samo svoj človek, In ti ne moreš večno živeti v starih prepričanjih in starih vzorcih, ki so te pač pripeljali do ene meje,
oziroma do nekje so ti nekako dali tudi neko podlago, ampak na eni točki pa verjetno moraš iti naprej, če ne, nikoli verjetno ne odrastaš. Ja, zato ker tudi tvoja dva starša ne vesta vsega o svetu, ne moreta te popolnoma opremiti, sploh za zdajšnji svet, recimo, kako se obnašati, kako ne, kaj. To zato, ker se je toliko spremenil. Ja. Čeprav tudi včasih, mislim, da to uporništvo je bilo še zmeraj prisotno, ker moraš postati samo svoj človek in to je prav biološka funkcija, verjetno, da se lahko tako osamosvojiš in ostaneš na svojih nogah. Moraš pretestirati lastna prepričanja, koliko so resnična, koliko ne. Koliko stojijo na trdnih temeljih, koliko ne. To je ful dobro. Mislim, je zelo dobro, ni dobro, če se človek preveč upira, bi rekel, pa naredi celoten kaos, ampak do ene mere je zmeri to dobro. Ja. In tukaj je verjetno zdaj tudi pomembno to, kar je človeku pomembno, ne? Kar pa bi bile verjetno njegove vrednote. Ja. Ampak kaj pa je v resnici to? Mislim, a so to zdaj, prej smo govorili o nekih prepričanjih, a so prepričanja vrednote, se pravi ti, ker si, recimo prej je bil en primer, da si prepričan, da so gospodinjska opravila samo za ženske, a se pravi, to pomeni, da je zdaj recimo vrednota pospravljanje lahko vrednota samo za ženske, ali ne? Mislim, a je tukaj kakšna povezava, a prepričanja vplivajo na vrednote, ali niti ne? Jaz bi rekel, da ja. Prepričanja, samo recimo, da vrednote bi dal na en bolj zavedni nivo, kot pa sama prepričanja. Prepričanja so malo globlja, vpliva pa mogoče na vrednota. Vrednota bi bila čiščenje. Čisto to, da je počiščeno. Moje prepričanje pa je, da jaz nisem odgovoren za čistočo, ampak mora pa biti. Recimo. Kaj pa ti misliš, Klara, o vrednotah? Jaz mislim, da je to nekaj, kar je zelo osebno in jih človek razdela lahko tudi v večjih kategorijah. Verjetno so ene bolj prioritetne kot druge in verjetno so ene tiste, ki so res pol vodilne v življenju, naprimer, ne vem, lahko je to družina pa zdravje. In hkrati imaš lahko ti tudi prioriteto, naprimer uresničevanje na dobri poklicni poti, ampak če pride v neki situaciji do razkola med vsemi temi vrednotami, naprimer, da bi nekdo iz para rabil potovati nekam za svojo kariero in za službo, ampak bi to odvzelo čas in nek stik z svojo družino, ki mu je isto pomembna vrednota, potem tukaj pride do nekega navzkrižja. Tako da niso vse vrednote mogoče niti sam na istem nivoju, ampak imamo tudi tiste, ki so res, res, res najbolj visoko. In se mi zdi, da je zdaj kar v družbi, če govorimo o teh splošnih družbenih vrednotah, eno tako veliko vprašanje, ki se spreminja v vrednota življenja, oziroma kako definiramo življenje, pa zakaj je življenje pomembno in a je to sploh vrednota, ali to ni vrednota, a je vrednota biti srečen, ali niti to ni vrednota, je bolj, da se nekaj naučiš. Tako se mi zdi, da zdaj se kar precej odpirajo ta vprašanja na družbeni ravni in tudi, ne vem, vsaj v krogih, kjer se jaz gibam, se mi zdi, da se recimo študenti v svojem tem študijskem obdobju precej sprašujemo o tem, a smo na pravi poti, a smo zbrali pravi poklic, a si bomo lahko res zagotovili tisto, kar si želimo, ali se osredotočamo na napačna področja zdaj. Vem, da se marsikdo recimo vpraša, kako bom dobil partnerja in kako bom spoznal kakšno fajn družbo, kakšne prijatelje več in tako naprej, ker so jim to recimo vrednote, ampak v resnici pa svoj čas, ki ga namenijo, porabijo naprimer za računalnikom in njihovo dejanje niti ni tako zelo skladno z vrednotami. In se mi zdi, da je to tudi ena od teh problematik, ki jih hitro najde vsak verjetno pri sebi, eni bolj, eni manj, ampak neka usklajenost med nekim prepričanjem, željo, vrednoto, kakorkoli in dejanji je včasih malo na razcepu. Ampak
Se ti zdi, da recimo v tem konkretnem primeru, pa če nekdo reče, da ima za vrednoto, ne vem, družino, pa v bistvu, ne vem, nikoli ne gre k njim na obisk ali pa ja, preživi potem cel čas z računalnikom, ko bi lahko bil z njimi, a dejansko lahko rečemo, da je to njegova vrednota, ker pač glih njegovo vedenje kaže, a ne, da to ni. Jaz mislim, da lahko rečemo, da je njegova vrednota, če jo, ne samo če jo tako definira, ampak če jo tako čuti. Tak človek mogoče bo imel družino za vrednoto, pa bo opazil, kako preživlja svoj čas in ga bo tega mogoče sram, mogoče bo celo vesel, kadar je z družino skupaj, pa tako se mu zdi, da to poudarja. In bojo nekatere njegove, recimo temu vzorci, mu hodili toliko narobe, ali pa neke take navade, ki pridejo iz določenih vzorcev, da ne bo in prepričanja, da ne bo mogel teh vrednot nekako uresničevati. Zdaj, tle lahko poudarimo eno razliko oziroma neskladje včasih, ki lahko tudi pride, po mojem, med vrednotami, vzorci pa prepričani. Hkrati bo pa mogoče imel kakšne druge vrednote, ki pa tem vzorcem pa prepričanjem z njimi bolj sovpadajo, ali pa, mislim, načeloma naj bi se vse povezujejo, vsaj do ene mere, ampak lahko bolj, lahko manj. Ker vrednote so še zmeraj malo bolj odvisne od tega razmisleka pa odločitve. Se pravi, da za vrednote se dejansko odločiš, oziroma na nek način, ja. Na nek način, vpliva tudi družba verjetno na to, katere vrednote recimo bi si želel prevzeti, ampak na koncu se moraš verjetno itak ti sam odločiti, če boš temu res sledil, ne? Ker imaš tudi ljudi, ki jim je, naprimer, ne glede na to, kaj družba pravi, najbolj pomembno, da obiščejo čim več držav na svetu in da zelo veliko potujejo. In s tem konec koncev ni nič narobe. In tako, kot si prej vprašala, recimo, če lahko rečemo, da je nekomu vrednota nekaj, kar ni videti, glede na njegova dejanja. Ja, po mojem tudi, da je lahko vrednota, recimo, družina, čeprav toliko časa ne nameni družini, ker je lahko ful razlogov zadaj, zakaj do take situacije pride. V resnici se nekako in vzorci in prepričanja povezujejo in hkrati tudi vplivajo na koncu na vrednote. Pač kaj boš dejansko ti prevzel kot vrednoto, ker itak na vse vpliva to, kakšne imaš ti izkušnje in v kakšnem okolju se tudi gibaš, ne, se vsak ne more stati sam zase. Kar je bilo meni tako tudi zanimivo, ne, ker pač človek je res v taki soodvisnosti od drugih ljudi in od odnosov, da po eni strani bi mogoče radi rekli, da so to res samo naše vrednote, ampak po drugi strani pa tudi ne smemo podcenjevati, ali pa je vsaj dobro, da se zavedamo, a ne, v kakšni interakciji smo dejansko mi z okoljem. Pač mi smo tudi na faksu, a ne, pri psihologiji delali eno teorijo, ki se mi je zdela zelo zanimiva. In zanimiva je recimo že sama shema, kako je pač ta Uri Bronfenbrenner, ki je bil pač ta psiholog in raziskovalec, postavil. In pač si jo je zamislil nekako tako v shemi koncentričnih krogov in v čisto najmanjši krog na središču je pač postavil človeka, ne? Torej vsakega posameznika. Torej z vsem, kar predstavlja njegovo lastno psihološko strukturo, gene, torej telesne zmožnosti, torej posameznika. Naslednji krog, ki tudi tega zaobjema, ne, se pravi je večji, je nek tak prvi družbeni sistem, recimo sem spadajo družina, šola, mogoče tudi cerkev v tem primeru, se pravi na kar, ki ima dejansko največ vpliva na tega posameznika, ne. Že samo zaradi tega, ker pač so to bolj intenzivni odnosi, recimo z mamo, očetom, a ne, družino nasplošno, pa ker tudi tam preživi največ časa in posledično tudi zaradi tega, a ne, najbolj vpliva. Potem pa, a ne, zdaj še en večji krog okrog tega, so to dejavniki, ki pa vplivajo na ta drugi krog, a ne. Recimo, to so službe staršev, a ne, ki vplivajo direktno pač recimo na starše, ampak posledično pa tudi na posameznika. Recimo to, da nek oče izgubi zaposlitev, a ne prizadene direktno njega, ampak posledično pa vpliva pač tudi recimo na tega otroka, ker pač vidi, da je oče razočaran, ne vem, mogoče se tudi oče, ne vem, jezno odzove ali pa postane bolj tak zadržan, a ne, in to seveda pač vpliva potem tudi na posameznika. No in potem še zadnji krog je pa v bistvu tisti res najširši, ki pa predstavlja, ne vem, neko družbeno politiko, mogoče tudi samo pač naravo oziroma to geopolitično področje, kjer se pač posameznik nahaja, ne. In kaj je poanta nekako te sheme, in se mi zdi, da tudi zelo dobro opiše, da v bistvu
nikoli nisi popolnoma sam, oziroma da vedno nekaj vpliva na te, da je ogromno stvari, ki so v bistvu mogoče nekako oddaljene, pa v resnici tudi precej vplivajo na te in tudi na oblikovanje, mislim, na neke tvoje izkušnje in posledično tudi na neke vrednote, ne, ki jih imaš. Ja. Ja, recimo, če si predstavljamo, če Evropa ne bi bila toliko stoletij krščanska, a bi vse te vrednote, ki jih imamo zdaj, v katere zdaj verjamemo, recimo svoboda, pomembnost tudi posameznika, ki prihaja iz tega, ko je recimo, da Bog pač ljubi vsakega človeka, a ne takega kot je, a bi imeli zdaj mi te vrednote točno take? A bi nam tiste ostale kulture to garantirale ali ne? Ja. Ker vsej meni se zdi zgodovinsko, da nekatere te svoboščine, ki jih ima muzej, pomembnost posameznika, tudi njegove človekove pravice vsakega posameznika, so prišle nekako posledično iz te vere. Mogoče ne rečemo si same institucije, ki se je vse sorte dogajalo čez zgodovino, ampak so zelo povezane s tem. Tudi recimo ljubezen do sovražnika, ki jo zagovarja Jezus, je nekako ti da tudi možnost, da vsak človek se lahko pa mora zagovarjati, povezana tudi s tem, da ne želimo imeti vojn, da želimo druge tretirati bolj pozitivno včasih. No, se mislim, da tudi ostale kulture to lahko čist komod delajo, ampak pri nas je to malo bolj poudarjeno, se mi zdi, v Evropi. In mislim, da se tega ne zavedamo zares. Pa mogoče glih primer Evrope je tak, ko recimo v zgodovini je toliko širila tudi svoj vpliv, na druge dežele, pač recimo, ko je pač prišlo do kolonizacije. In spet neka oddaljena dogajanja, recimo v Evropi, so potem na drugem koncu sveta tudi pomenile recimo za tiste Indijance oziroma pač ta plemena recimo v Severni Ameriki, potem neko čisto drugo spremembo. Se pravi, da smo res tako povezani med sabo, tudi globalno. Mogoče zdaj še bolj, ker imamo pač ta globaliziran svet in internet. Kar je v bistvu ful zanimiva ugotovitev, do katere verjetno človeštvo večkrat pride, vsak v svojem obdobju. In konec koncev je zelo pomembno, da se zavedamo, da je človek, ki se v polnosti udejstvuje, koristen ne samo zase, pa za svojo ožjo, recimo družino, ampak je to pomembno, da pač izpolnjuje svoje potenciale za cel svet, konec koncev, ker smo res tako zelo povezani, da lahko nekdo v Ameriki z svojim razmišljanjem nekako posredno res pripelje do ustanovitve neke institucije, ki se kasneje lahko razširi. To je zdaj samo en primer. In lahko res nekdo, ki je rojen dojenček, isto kot vsi ostali, ki izpolni vse svoje potenciale in ki res dela na tej svoji poklicanosti, potem vpliva na cel svet. In isto obratno, nekdo, ki se recimo ne zmore udejstvovati in ne zmore recimo sodelovati v družbi kot nek aktivni človek ali pa aktivni člen, je to na nek način v bistvu škoda ne samo za njega, ampak tudi za družbo. In zato je verjetno tudi z družbenega vidika pomembno, da se posvetimo posameznikom, ki rabijo res našo pomoč, pa ne samo v tem smislu, da smo kao dobri in prijazni in usmiljeni, ampak se dejansko gre za polno udejstvovanje vsakega, ker tudi to je tisto, kar recimo govori neko dostojanstvo ali pa tudi naše krščansko prepričanje, da je vsak človek res zase neizmerno vreden in nosi neko posebno sporočilo in neko posebno nalogo, ki jo mora izpolniti, zato da se bo lahko recimo počutil srečen in hkrati s tem tudi dal neki svetu. Ja. In zato bi jaz dodal, da kot nam kaže tudi zgodovina, v kateri so se skozi čas spreminjale vrednote, v kateri so se ljudje skozi čas zelo spreminjali, nam kaže en dokaz, da se te stvari da predrugačiti. Čeprav so lahko naša prepričanja in vrednote, kakor smo do zdaj govorili, zelo zakorenjene v nas. In zelo oblikovana strani družbe. Ja, ima še zmeraj vsak posameznik možnost, da, če se tega zaveda, če na tem nekako dela, na tem spreminjanju tistih prepričanj in vzorcev,
tudi k njemu škodijo, temu, da se ne more recimo uresničiti svojih potencialov, ne, in prepričanje, da nisem nič vreden, da mi stvari ne bojo ratale, a ne, če gremo na negativna prepričanja, da jih spremeni v prepričanje, jaz pa lahko nekaj dobrega naredim. Če se bom počasi treniral, mi bo nekaj uspelo. A ne? In to lahko tudi pomaga, da imaš boljše vzorce, ki recimo iz vzorca enega umikanja težavam, lahko zgradiš en vzorec za spopadanje s težavami. Zato je važno, da se vsak posameznik to sam odloči, a ne? In da to začne na tem delati. Ampak hkrati pa tudi, a ne, da je okolje tako, ki ga spodbuja pri tej odločitvi, a ne, če se je za to odločil. Tako da verjetno imamo potem tudi vsi neko tako poslanstvo, da pač smo pozorni do drugih, a ne, in da v bistvu drugega čim bolj spodbujamo za to, da udejstvujemo sebe, uresničujemo to, kar smo, ali pa tudi sledimo nekako svojim vrednotam. Pa tudi tukaj mi je zelo všeč, ko si recimo ti že omenil neko svobodno voljo, a ne, do tega spreminjanja, ker je res, da nas družba lahko zelo oblikuje in zelo vpliva na nas tudi nek zunanji svet, zunanje dogajanje, ampak hkrati pa imamo tudi res to svobodno voljo, ki jo lahko izkoristimo za to, da se usmerimo v stvari, ki se želimo res usmeriti v njih in sledimo, se naravnamo na vrednote, za katere smo se res odločili. Tukaj recimo res pride ta osebna komponenta zelo do izraza. In ne bom šel v McDonald'sa kupiti sam zato, ker ima ful fajn reklamo tam in mi hoče ta vzorec narediti. A bi rekel temu vzorcu prepričanje, vrednota mogoče. Veselje, ki gre na to. In ne bom verjel, da je samo tam veselje, čeprav je v redu, ampak poznam druge boljše burgerje, ker imam drugo izkušnjo, ki sem si jo naredil. Ok, lahko. To je tak neumen primer. Ampak kaj bi pa še bil kakšen tako res primer, recimo imamo enega študenta, ki ni čist prepričan, če študira na pravi fakulteti. Hipotetičnega študenta? Ja, hipotetičnega. Okay. Ampak tako, sigurno se lahko kdo najde vsaj v kakšnem delu take zgodbe. Ni recimo glih prepričan, če v polnosti izkoristi svoj prosti čas in mogoče se ne počuti najbolj udobno v vseh odnosih, ki jih ima. Mogoče si želi, da bi se s prijatelji kdaj kaj na drugačen način poveselili ali pa da bi se zmogel pogovarjati o kakšnih temah, ki se zdaj še ne more, ali pa da bi zmogel recimo premagati neko tremo pred nastopi, lahko je tudi kakšna druga taka bolj plastična stvar. Mogoče si želi pridobiti neka znanja, za katera si sploh ne predstavlja, kako bi se jih lotil, naprimer, recimo, da imamo nekoga, ki je na področju, ki se ukvarja bolj z zdravstvom in si želi se lotiti računalništva. In ima take želje in ideje, ki ne ve še, kako bi se jih lotil. A ima takšno idejo, kaj lahko naredi? Ja, mislim, da tudi v ignacijanski duhovnosti neka paralela, tu zdaj ne govorimo o duhovnosti, ampak govorimo o principu dela, je najprej važno, da se človek tega zaveda. Res, da se jasno pred sebe postavi, kaj zdaj jaz hočem, kaj trenutno še nimam, oziroma kaj je trenutno moj problem. Glede na to ignacijansko duhovnost, ponovadi, če me nekaj moti pri sebi, je agire kontra, bom delal, se pravi, to pomeni delati obratno. Če me moti, da imam eno slabo navado, bom prav delati lih obratno nekaj časa. Ker ne moš pričakovati, da boš dobil drugačen rezultat, če vedno delaš isto. Ja, točno to. Zdaj, to je malo težje reči, recimo v primeru, ko mislim, da sem na napačnem faksu. Ampak tukaj mogoče bi bilo kaj narediti, je, da se poskušam zanimati tudi za druge stvari. Si dobim čas, da nisem sam na tem faksu, kjer se skozi čutim utesnjenega, pa se mi zdi, ojoj, sam študiram tole, pa nič mi ne gre, nič se mi ne da. Mislim, pa to je sicer splošna izkušnja študenta, vsake toliko se mi zdi, razen kakšnih izrednih, ki jih zelo spoštujem. Ampak rečemo, da se ti zdi, da si na napačnem faksu in probaš imeti druge izkušnje, drugih tem, da vidiš, če ti res nekaj tako ustreza. Vsekakor je pa tudi dobro v tem primeru recimo včasih počakati nekaj časa, da vidiš, kaj je zdaj to, kaj je sploh ta moj občutek, da mi ni všeč na faksu. Najprej dobro prepoznati, analizirati ta problem in pol pač nekako odgovoriti se na praktično stvarjo. Dobro je pa, če si poiščemo pomoč. Da se s kom pogovorimo. Ja, včasih je fajn
se malo pogovoriti s kakšnimi prijatelji ali pa domače, lahko recimo staršem, ki tazga zaupamo. Mogoče imamo tudi koga drugega v življenju, ki nam je pri tem lahko zelo podporo. Če pa je situacija bolj zapletena ali kakorkoli, se pa vedno splača poiskati tudi kakšno malo bolj strokovno pomoč, odvisno seveda, kaj točno je tvoja težava. Ampak meni je bilo všeč, recimo, ko si tako rekel, da je dobro prepoznati neko težavo in v tem problemu toliko časa vztraja, da res pogruntamo, zakaj se gre, potem pa pač začeti z nekimi oprijemljivimi stvarmi spreminjati torej ta problem, da se bo preobrnil in šel v smer, ki bi jo mi res rajši videli. Recimo, meni zmeri pade na pamet ena taka zelo plastična prispodoba. Če mi hočemo imeti pico, točno vemo, da rabimo imeti take sestavine in bomo naredili pico po takem in takem postopku in jo pekli točno določen čas, po točno določeno temperaturo. Ne? Zdaj pa, če mi uporabljamo napačne sestavine, lahko dobimo mogoče nekaj, kar je hotela biti pica, ampak ne bomo glih najbolj zadovoljni. Zato je res pomemben, da prvo identificiramo, kaj mogoče gre narobe in kaj bi res radi, in potem počasi naberemo te sestavine na kup, pa mogoče pol tudi nek postopek najdemo in si mogoče pri temu pomagamo, pol tudi s kakšnimi strokovnimi službami. Recimo, če si na faksu, ki ti ni všeč, ti tukaj lahko zelo veliko pomagajo, naprimer na referatu, mogoče tudi kakšna socialna služba, socialno delo in tako naprej. Ok, super. Pa če kdo od poslušalcev slučajno ve, ker smo že o pici govorili, kako se naredi pica z ajdovo moko? Zadnjič smo jo probali, pa je bilo tako. Tako da, ne. To je tak poskus, recimo, evo, če hočeš pico narediti z ajdovo moko, to je tako, kot da si izbereš eno tvegano idejo. Naprimer, da boš opustil faks in začel svoje podjetje. No, pa rajš ne bom šel ajdovo pice delati. Ne, lahko rata, lahko je super. To je tudi res. Točno tako. Eko, tukaj pa moj vzorec izogibanja prevelikim težavam. Ampak to je lahko tudi verovalo, ni Tudi, vsaka ja. stvar slaba. Točno to. Tudi to je ena modrost. To Neka varnost. Ja. Tako kot sem že prej omenila, nekako rutino in neke navade, to je v bistvu tisto, kar je znano, je varno. In to ni slabo nujno. Težava je samo, če ne sledimo željam, ki jih imamo. Če je človek čisto zadovoljen s tem, da ima neko tečeno rutino, se pa on počuti izpolnjen in je zadovoljen s takim življenjem, kot ga ima, potem ni čist nič narobe. Čeprav bi mogoče kdo drug, ki gleda to od zunaj, rekel, dolgočasno. Ja, mogoče. Edino, kar bi jaz omenil, da tukaj je treba paziti, včasih smo lahko zadovoljni sami s sabo, pa v resnici mogoče če škodimo drugim, recimo. Imaš družino, si zadovoljen sam s sabo, ker delaš šiht in to je to od tebe in si zadovoljen in ta mali rastejo in nekdo, ta drug partner jih vzgaja in ti nič ne reče in si zadovoljen sam s sabo. Ampak tistemu drugemu partnerju pa otrocam malo škoduje. Tako da v takih primerih je pomembno malo gledati. Jaz mislim recimo, da je starš res v polnosti najbolj zadovoljen sam s sabo, kadar se počuti, da je uspešen starš. Torej nekdo, ki se ne udejstvuje v recimo vzgajanju otrok in sodelovanju v tej skupnosti, ki je res verjetno ena bolj pomembnih skupnosti v njegovem življenju, torej pač družina. In če v tem ne sodeluje oziroma ne izpolnjuje svoje vloge, potem jaz verjamem, da se tudi verjetno ne počuti najboljš v svoji koži. Ali kaj? Ja, Jaz bi si predstavljala. Ja. Čeprav imaš dosti takih, kaj bi temu rekel, pomirjeval, da si kdaj vest, pa želje, pa to malo hladiš ali pa preostarš, ampak mislim, da na dolgi rok to ne dela. To je v bistvu bolj iz stiske, bi jaz rekla. Ja, tudi to, ja. Tudi iz stiske, ki mogoče si tudi ne priznaš. No, ampak zdaj to je ful velika tema lahko. Ja, lahko bi še debatirali, sigurno. Ja, ampak mislim, da smo zdaj
že proti koncu počasi prišli, pa da smo že zelo dobro obdelali to temo. A bi še kaj dodali? Jaz bi mogoče sam to povzela, ker mi je tako zanimivo, ker se ljudje pač ponavadi niti ne ukvarjamo s povezanostjo vsega tega, o čemer smo danes malo odpirali debato za ta razmislek, o nekih prepričanjih in vzorcih, ki se jih lahko zavedamo ali pa tudi ne, kako se vse to povezuje potem z vrednotami in pa izbirami v življenju in pa tudi s tem prepričanjem, kako lahko na te izbire vplivamo oziroma kaj vse lahko naredimo, da imamo recimo življenje, ki si ga želimo. Torej, je tukaj v zadnji zelo veliko neke psihologije, če tako rečem, ampak je pa tudi zadnji zelo veliko, oziroma spredi zelo veliko svobodne volje in če si uspe človek najti družbo, ki mu je v podporo, bi rekla, da je to zelo velika spodbuda za naprej. Pa če si uspe recimo urediti neko rutino, s katero je zadovoljen in ima neko strukturo v dnevu, da se počuti, da je produktiven, da je koristen v družbi, potem se mi zdi, da je to tudi dober začetek za nekoga, ki res ne ve, kako bi spravil svoje življenje v red. Torej, da se loti pri teh osnovnih stvareh, z redno, naprimer, osebno higieno, z naprimer rednim branjem knjige, če je to nekaj, kar si želi namesto gledanja televizije, recimo z rednim sprehodom v naravi ali pa neko drugo športno aktivnostjo. In tako, to so taki majhni koraki, ki si jih človek res lahko uvede v svoje življenje, nauči neke nove navade, mogoče poskus kakšne nove krožke, ki jih prej še ni, in s tem počasi tudi spreminja neka notranja prepričanja o sebi lahko, ali pa tudi neke vzorce, ki mu niso prej bili glih najbolj v pomoč, in pa zdaj s temi novimi izkušnjami na nek način pridobiva boljšo samopodobo ali pa boljši občutek nad kontrolo nad svojim življenjem. Sprav, da v bistvu, kar je bilo meni všeč, kar si rekla, so glih ti majhni koraki. Mogoče se nam zdaj zdi, da naša prepričanja in stari vzorci so zelo daleč od tega ideala, kar bi radi postali, ampak glih to s temi preprostimi stvarmi, ki si jih tudi ti povedala, se mi zdi, da se zelo dobro lahko pozna tudi ta metuljev efekt, the butterfly effect. Se pravi, da ima tudi vsaka majhna razlika lahko na koncu en velik učinek, ker vodi do enega majhnega preobrata, pa ta vodi do drugega, pa ta spet do tretjega. In na tak način tudi spremenimo svet, Ja. Ker vsak spremeni majčken sebe in že prej smo govorili o tem, kako zelo to vpliva na celo družbo. Tako da se mi zdi, da je to tudi ena zanimiva perspektiva za razmislek. Sam čak, a zdaj, ko smo se tole pogovarjali, zdaj malo tako skrbi, ker se mi zdi, da smo prišli do enega zaključka tudi, če nisem popoln, pa pol so narobe. A si lahko sploh kdaj popoln? Ne, mislim, da ne. A veš, jaz imam pa mogoče malo kontroverzno mnenje in bi rekla, da je vsak popoln. Zaradi tega, ker če greš ti malo secirati, ta stavek, to je tako malo provokativno mogoče, ampak v svojem bistvu je vsak človek točno to, kar more biti. V svojem bistvu je super. In se mi zdi, kdaj kar malo boleče, ko slišim koga, jaz moram celega sebe spremeniti, jaz moram vse v sebi spremeniti. To je meni tako zelo kruto slišati. Spreminjajo se načeloma vedenja. S tem, kar človek je pa vse ok. Torej, ne rabiš skrbeti, da boš popoln, ker si že popoln. Ne rabiš pa v popolnosti udejanjati vsega svojega dela, ne rabiš pa tako pikolovsko loviti svoje popolnosti, kadar gledaš neka svoje dejanja. Tako bom rekla. Ker a sploh boš dejansko lovil popolnost ali samo neko prepričanje o popolnosti, ki v bistvu imajo drugi o tem, kaj ne bi bilo popolno? To je lahko zdaj zelo dolga debata. Ja, kaj bomo mogoče prišparali za kdaj drugič. Ampak vse je zanimivo, ker je odpre eno tako mogoče prepričanje, da človek ni dovolj dober, če ne dela dovolj dobro. To je mogoče kar neko popularno prepričanje, da je človek vreden, ko dela. To je tudi pogosto slišati, kot tisti slavni napis, kako se delo osvobaja, pa kako se človek uresničuje z delom in tako naprej. Mečken resnice
pa mečken tudi zraven niči sresane. Človek je isto vreden na začetku dneva, ko se zbudi in na koncu, ko konča in je vmes Bog ve kaj delal. Torej njegova vrednost od dela sploh ni odvisna. To je dostojanstvo, a ne? Ja. Smo prišli tja nazaj. Tako. Ok. Torej, mogoče je tudi eno tako fajn ideja, sporočilo za razmislek. Pač vsak človek je popoln, dejanja, ki jih dela, so pa verjetno bolj namenjena temu, da se človek lahko počuti, da sodeluje s to svojo popolnostjo. Torej, če ni zadovoljen s svojimi dejanji in svojim vedenjem, naprimer, sam sebe tudi rani, a ne? Je pa tle zelo odvisen, kako vzameš beseda popoln pola, ne? Ki pa spet ena debata za drugič. Ja, meni mogoče za zaključek pride samo še to na misel, da je vsako dejanje, ki je narejeno iz ljubezni in iz dobre vere, verjetno kar popolno. Bi znal biti, ja. Mogoče ga sem mi kdaj preveč seciramo in smo preveč samokritični, to je tudi tako lahko za samo refleksijo. Ja, no, iz dobre vere pa iz ljubezni. Ljubezen tudi zajema nekako to, da poskrbiš za to, da boš nekaj dober naredil, a ne? Vera v to, da verjameš, da bo šlo in se spodbujaš v tem. No, to je spet zasecirati, ampak ja, se strinjam. Bolj ali manj. Ja, nič. Bomo zaključili, ali kako? Bomo Še zaključili, to ja. tangento. Ja. Dajmo. Veseli smo, ko ste nas poslušali. Slovo te točke. Ja, upam, da ste zdržali do konca. Ja. Veseli bomo, če bi se želeli pogovarjati z nami v komentarjih in podeliti kakšno svojo misel ali pa idejo za kakšno naslednjo epizodo. Za danes pa se vam zahvaljujemo za družbo in vas vsi lepo pozdravljamo. Pa da ne bomo pozabili še, a ne, kje vse nas lahko poslušate. Na Google podcastih, Spotifyju, Anchorju, pa tudi na kanalu YouTube, se mi zdi, da. Seveda, ja. In da ne bomo hkrati pozabili, da mi smo del jezuitskega kolegija v Ljubljani, tukaj, kjer se odvijajo še razne aktivnosti, recimo moduli, večerne akademije, četrtkove maše, mogoče sem še kaj pozabil, ampak zdaj ne vem. V glavnem, pojdite pogledati na spletno stran jezuitskega kolegija v Ljubljani. Načeloma, prosti. Tam boste tudi nas našli. Ja, zdaj pa ti. Ivo, Ja, ne, prosim. samo to sem hotela reči, da v bistvu, če pridete katerikoli dan v tednu v kolegi, sigurno se nekaj dogaja. Tako Ja. da dobrodošli. Nekaj, ja. Ok. Dobro. Lepo se imejte, se vidimo, slišimo naslednjič. Adijo! Dio.